Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili tako tipično šunko v testu. In sicer pripravljamo tradicionalno kmečko šunko. Testo smo že zamesili, klasično, voda, kvas, olje, moka, sol, razmerje 1:2, tako kot smo že enkrat povedali. In uporabljamo pač to šunko, katera je že kuhana. Se pravi, da ne bomo predhodno nič kuhali, ampak jo bomo samo vzeli iz ovitka, jo bomo obrisali, ker običajno se naredi malo sluzi. Testo smo zamesili, je že prvič vzhajal. Vzeli bomo malo moke, bomo takole površino pomokali, takole bomo stresli testo na površino. Malo se ga bomo vzeli stran, takole. Se bomo malo poigrali z okraski, bomo naredili kakšne velikonočne rožice, karkoli. Ja, takole. Pomembno je to, da je testo na sredini malo debelejše, da ne bi šunka pogledala ven med peko. Evo, tako kot sem prej rekel, običajno se takole naredi sluz, to ni nič narobe, ampak je treba pa oprati. Obvezno je treba usušiti, da bomo še dodatno razmočili testa, ker bo že šunka sama od sebe spustila ogromno tekočine v testo in kruh bo rad tak njami. Takole naredili. Takole, tako lepo štručko. Da lepo na pekač. Takole. Tukaj iz teh ostankov testa bomo naredili rožico. Sicer se bomo takole malo se bomo poigrali. To pol damo na testo, tako da ni prazen kruh, ampak da je pač en motiv gor na kruhu, ne. Preden damo testo peči, obvezno premažemo z jajcem. To zato, da se bo lepo svetil, da bo dobil tako lepo barvo. Pa še zaradi enega samega razloga, zato da se nam bo tale naša rožica sploh pripela gor. Ja, tole rožico gor. Takole. Njo malo popudrali. Malo potemnela, da bo dobila lepo barvo. Med tem časom, ko se bo tale naša šunka pekla, bomo mi naredili še 3 različne hrene. Naredili bomo hren s korenim oljčnim oljem in pa z mascarponejem. Zdaj bomo dali takole malo soli še gor po vrhu. Naredili bomo hren s pomarančo in pa en čist navaden nevtralen hren. Takole. Pekla se bo približno 1 urico tale naša šunkica. Za vsako kilo šunke je bila to 1 ura v pečici, nekje na 170 stopinj. Ne preveč, da ne bomo zažgali testa. Obvezno vse stvari dajemo v predogreto pečico. Hren od panvite, vedno ga moramo olupiti, ko ga ribamo, vedno malo jokamo. Ni nobenega recepta, kako ne bi pri hrenu jokal, razen to, da ga čim prej olupiš pa ne ribaš. Tako da mi bomo zdaj naredili hren, enega bomo naredili z mascarponejem pa s korenčkom, enega bomo naredili z pomarančo, enega bomo naredili čisto navaden hren. Tako da, začnimo jokati. To bojo solze sreče, pravijo. Korenje, tako da bo mičken drugačne barve. Ja, jaz že gledam malo po stran. Ok, probali bomo tole čim prej narediti. Mascarpone. Tole zdaj čim prej zmešali. Takole. Da bo vsaj en hren nehal peči. Zdaj, če imate občutek, da je pregost zaradi mascarponeja, bomo dali noter še 1 žlico jogurta. Enega bomo naredili s pomarančo. Takole bomo malo posvajali, da bo čim več soka spustila. Mičkeno bomo še lupince naribali. Tale hren bo malenkost bolj sladek
kot ostali. Je pa tako, lahko v vsak hren dodajate kislo smetano noter ali jogurt, da naredite hren bolj kremen. Lahko ga pustite tako, kot je na ravni, lahko date pa kislo smetano noter. Mi bomo dali kislo smetano noter iz preprostega razloga, da bo malo manj pikanten, da ne bo toliko pekel. Tega bomo pustili pa čist samo tako, kot je. Se pravi, hren kot hren. Naša šunka v testu je bila pečena, je že približno 10 minut, 15 nazaj. Evo, to je to. Malo je sicer na spoju testo počil, ampak nič ne de. Tukaj smo pripravili tele 3 naše hrene. Sem prej hotel še povedati, da kaj bomo dali v hren, je omejen zgolj z vašo domišljijo. Se pravi, da praktično vse, kar si zamislite, lahko date v hren. Lahko ga izboljšate okus z ogromnimi stvarmi. Mi smo danes naredili korenjem in mascarponejem, s pomarančo in pa čist klasičen hren. Takole, da nam ne bo oksidiral, bomo dali čist samo par kapelj oljčnega olja. Evo. Kaj je najboljša stvar pri tej šunki? Tale voda, takole, ki teče od nje, ki pol takole odrežeš prvi kos tele naše šunke, pa ki vidiš, da je bolj malo mesa noter, pa rečeš, no, imam pa vodo od šunke. Ja. Takole, velikonočna šunka s 3 različnimi hreni je pripravljena, dober tek želim.